Drage gledalke in dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, lepo pozdravljeni. Zopet je tu petek in s tem čas za oddajo Športni tednik Koroške, ki jo lahko spremljate na televiziji Slovenj Gradec, KTV Dravograd in KTV Ravne na Koroškem. Tudi danes bomo tako kot vsak petek ob 18. uri skupaj pregledali, kje vse so bili aktivni koroški športniki in preverili še druge športne novice iz naše regije. Čaka nas veliko zanimivega, zato vas vabim, da še naprej ostanete v naši družbi. Oddajo začenjamo z nogometom. Ekipa nogometnega kluba Korotan Prevalje je, kot smo že poročali, osvojila naslov prvaka prve članske lige Medobčinske nogometne zveze Maribor. Na ta način so si poleg klaskarjevega naslova priborili tudi možnost za preboj v tretjo slovensko nogometno ligo Sever, v katero so že uvrščene 3 koroške ekipe: Koroška Dravograd, Radlje in Fužinar iz Ravne na Koroškem. Sedaj pa so znani tudi način tekmovanja in termini, v katerih bodo potekale te kvalifikacije. Ekipa Korotana se bo pomerila z ekipama Rogaške in Zreč. Najboljša izmed teh 3 ekip pa si bo izborila nastopanje v tretji ligaški konkurenci za prihodnjo sezono. Prva tekma med ekipama Nogometni klub Zreče in Nogometni klub Rogaška je bila odigrana v sredo 25. junija v Zrečah, končala pa se z rezultatom 2:2. Druga tekma bo v soboto 28. junija na Prevaljah, kjer bo gostovala ekipa Zreč. Tretja tekma pa v sredo 2. julija v Rogaški Slatini, kjer bodo gostovali igralci Korotana. Vsi ljubitelji nogometa ste torej vabljeni, da v soboto 28. junija pomagate Prevaljčanom, da na najboljši možni način zaključijo že tako uspešno in dolgo sezono. Ekipo nogometnega kluba Korotan Prevalje torej čakata tekmi, ki boste odločili, v katerem rangu tekmovanja bo igrala v prihodnji sezoni. Mi seveda upamo, da bo to tretja slovenska nogometna liga Sever, saj bi to pomenilo, da bodo v tem tekmovanju nastopale 4 koroške ekipe. Koroški derbiji pa so za nas in za vse ljubitelje nogometa v naši regiji zagotovo najbolj zanimivi. Zelo zanimiva tekma pa so sredo 18. junija odvijala v Radljah ob Dravi. Tam je na prijateljski tekmi gostovala tretja uvrščena ekipa prve slovenske nogometne lige Rudar iz Velenja. Gostje, ki bodo v prihodnji sezoni Slovenijo zastopali tudi v evropskih pokalih, so zmagali s 5:1. Vajeti igre so svoje roke oziroma noge prevzeli takoj na začetku in po 2 zadetkih Heteroviča že v 12. minuti vodili z 2:0. Domači so nato vzpostavili ravnotežje in se eni izmed najboljših ekip pri nas zelo dobro upirali. V 73. minuti so dosegli tudi zadetek, nasprotnega vratarja pa je premagal Ternik. Predtem so gostje v 69. minuti preko Črnčiča povišali na 3:0. Za visoko zmago pa sta v izdihljajih tekme poskrbela Saramanti in še enkrat Črnčič. Ekipa Radelj je v letošnji sezoni sicer nastopala v Štajerski nogometni ligi, kjer je osvojila 3. mesto. V tej ligi je nastopala tudi ekipa nogometnega kluba Peca iz Črne na Koroškem. Med 14 ekipami je zasedla 10. mesto. Skupaj je osvojila 29 točk, na 26 tekmah je 7-krat zmagala, 8-krat igrala neodločeno in 11-krat izgubila. Za oceno sezone smo prosili Jureta Lesjaka, kapetana članske ekipe Nogometni klub Peca. Pa poglejmo, kaj nam je povedal. Nam je torej Jure Lesjak, kapetan članske ekipe Nogometnega kluba Peca iz Črne na Koroškem. Jure, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Najprej čestitke za uspešne nastope v tej sezoni v Štajerski nogometni ligi. Kako pa ste vi kaj zadovoljni z letošnjo sezono? Najprej hvala za čestitke. Zadovoljen sem v bistvu delno. No. Če bi mi na začetku sezone nekdo rekel, da bomo na koncu 10. pa da bomo ostajali v Štajerski ligi, bi rekel, da je to v redu rezultat. Zdaj, ko se pa sred leta liga formira na novo, oziroma bo v prihodnji sezoni drugače formirana, je pa 10. mesto premalo, ker ne nazadnje ostajamo na istem nivoju, drugi klubi koroški so nas prehiteli, kar štejem kot naš neuspeh. Če prav razumem, ste si pred sezono zadali cilj obstanek v ligi? Cilj je bil več kot obstanek v ligi. Cilj je bil nekje v sredino do zgornjega dela lestvice. Bi bili pa zadovoljni tudi z obstankom v ligi, kar na koncu tudi smo, ampak glede na to, kako so se lige formirali, pravzaprav vseeno, smo bili 6. ali pa smo bili 14. Tako da glede tega ne more biti zadovoljno. Cilji so bili pač, da posežemo nekje v sredino lestvice. Ja, dolgo časa ste bili v igri za eno izmed teh prvih mest, ki v prihodnji sezoni vodijo oziroma zagotavljajo nastope v tretji slovenski nogometni ligi Sever.
Pa vam na koncu vseeno ni uspelo. Rezultati v zadnjem delu prvenstva so bili nekoliko slabši. Kje vi vidite razloge za to? V bistvu smo bili v igri celo do 3 kola pred koncem. Sicer se na koncu tudi to ne bi šlo, če bi tudi vse tekme na koncu zmagali, ampak vseeno, bili smo dolgo v igri. Neuspeh gre pa iskati v zelo malem kadru, ki ga imamo v Črni. Pojavili so se na koncu poškodbe, prišli so kartoni, imeli smo druge težave, tako da na koncu smo končali prvenstvo skoraj z 11-12 igralci, kar pa je za tretjo ligo veliko premalo. No. Na koncu smo tudi 9 točk zaostali za tem mestom, tako da je bilo to čisto realni rezultat na koncu. Ja, in v tej štajerski nogometni ligi je letos igralo kar 5 koroških ekip. To pomeni, da so lahko gledalci videli tudi veliko koroških derbijev in te tekme so zagotovo za gledalce in tudi za igralce še poseben magnet in verjetno še dodatna motivacija. Drži. Derbi je vedno fajn igrati. Je spet res, da če preveč derbijev spet ni fajn, ker nobena tekma ni več derbi in derbi izgubi pomen. Vseeno pa mislim, da tudi 5 številka bila zelo lepa. No. Vse tekme med našimi koroškimi moštvi so bile dobro iskane, so bile dobri derbiji. Posebni izziv je to pravzaprav za igralca, pa hkrati za gledalce. Gre za večje število gledalcev, kljub malo večje prihode kot samih obiskov tekm in tako naprej. Mislim, sami plusi glede tega. Je pa tudi zanimivost veliko večja za koroške gledalce, če spremljajo koroške klube, ne samo mariborske. To zagotovo. Kot ste omenili, je bil obisk na tej tekmah med koroškimi ekipami zelo dober. Kaj pa na ostalih tekmah, ste bili zadovoljni z obiskom? Ja, v Črni nimamo nikoli težav z samim obiskom tekm. Vedno pride veliko število gledalcev, pri derbijih še toliko več. Me pa skrbi malo za klube iz mariborskega dela. No. Tam pa včasih priješ na tekmo, pa je 10, morda 15 gledalcev in ni ravno užitek igrati. Je fajn igrati nogomet, ni pa fajn igrati pred malo gledalci. Ja, pa kot ste že na začetku pogovarjal, tudi omenili, da se v prihodnji sezoni obetajo spremembe v sistemu tekmovanja v nižjih državnih ligah. Kaj vi menite o teh spremembah? Spremembe so bile nujne, ampak spremembe nujne na način, da so jasne pred začetkom prvenstva. Vmes, to je zelo dobra prispodoba, ki je mi enkrat en kolega povedal glede teka maratona. Če se ti pripravlja za mali maraton 3/4 leta, pa ti nekdo na koncu leta pove, da boš mogel teči dolgega, je nekaj narobe. Se pravi, moraš ti spremeniti totalno filozofijo, ne veš, kakšni so tvoji cilji in tako naprej. Skratka, hočem reči to, da bi bilo treba cilje oziroma predispozicije za nove lige postaviti jasno pred začetkom leta, da ekipa točno ve, na kaj lahko cilja. Naš cilj je bil obstanek v ligi, ali pa morda še malo več, kot sem prej rekel, srednje lestvice, in to smo dosegli. Če bi na začetku leta bilo rečeno, prvih 5 ekip gre v tretjo ligo Sever, bi morda tudi mi drugače postavili prioritete. Spreminjati ligo sred sezone je pa zelo napačno. Kar se je tudi na koncu izkazal, ker se je pravzaprav prišel do velikih napak v sistemu. Zdaj ima recimo Kortan, ki mu sicer privoščim tretjo ligo, možnost kvalifikacij za tretjo ligo in bo hkrati v enem letu preskočil 2 ligi, mi pa bomo ostali na istem nivoju. To je krivično do ekipe Štajerske lige, ki so bile od 6. do 14. mesta, kot tudi drugih ekip iz drugih MNZ-ev. Tako da to bi bilo treba morda bolj temeljito preučiti in tudi določiti. Ja, v tretji slovenski nogometni ligi Sever vas prihodno sezono torej še ne bo. Kje pa bo igral nogometni klub Peca? Igral bi v ligi, ki trenutno še ne vemo imena. Tudi to je nek pokazatelj tega, da stvari niso bile nikoli jasno določene, niti še zdaj niso. Tudi če se morda osredotočim na kvalifikacije, ki se zdaj igrajo, so jih določili kar ad hoc. Se pravi, sploh niso vedeli, katera tekma bo na domačem terenu, katera bo z teh 3 ekipe igrajo med sabo, ne vejo, kaj bo odločila gor razlika med seboj, skratka, marsikaj nejasnega. Peca bo igrala zdaj v 4. ligi, 4. rangu in to je pač v naslednji sezoni cilj, da čim više posežejo v tem tekmovanju. Kako ste pa kaj zadovoljni z pogoji, v katerih deluje nogometni klub Peca? Tu mislim na športno infrastrukturo in pa na podporo okolja, v katerem deluje klub. Jaz sem med drugim tudi, ne samo da sem igral članske ekipe, sem tudi trener mlajških selekcij pri Peci. Jaz sem zadovoljen z delom oziroma z pogojem, ki jih tukaj imamo. Bi pa morda si želel dodatnega pomožnega igrišča, ker je to večinokrat preobremenjeno in tudi se zgodi, da imamo na nek dan vse selekcije treningi ne težko delati. No. Drugače z sami rekviziti in temi sedejem pa zelo zadovoljen, pa mislim, da so pogoji dobri. Super. Sicer ste enkrat že omenili, kakšni bodo cilji, ampak povemo še enkrat, kakšni bodo cilji članske ekipe nogometnega kluba Peca v prihodnji sezoni? Po eni strani se morda čutil smešno, ampak sem vesel, da bomo igrali še vedno v 4. ligi. Zato, ker po letu 2005, ko se je Peca uvrstila v Štajersko ligo, nujno črnjanski klub rabi nov cilj. In ta cilj naj bo spet nek visok, ne vedno samo obstanek v ligi, ne samo sredina lestvice,
Ampak v letošnjem letu mislimo napasti samo vrh te lige. Se pravi, da se uvrstimo v tretjo ligo Sever s prvega mesta v 4. rangu. Tudi mi vam seveda želimo, da vam bo te cilje uspelo uresničiti. Jure, hvala lepa za vaše odgovore in pa veliko uspeha v prihodnji sezoni. Hvala tudi vam. Srečno. Nadaljujemo z rokometom. Člani slovenske mladinske reprezentance so se v teh dneh zbrali na pripravah za nastop na Evropskem prvenstvu, ki bo od 24. julija do 3. avgusta v Linzu. Med njimi pa sta tudi 2 Korošca. To sta Slovenjgračana Vid Levc in Žan Šol, pa tudi Roko Uniček, ki sicer prihaja iz Velenja, v minuli sezoni pa je skupaj z Vidom in Žanom igral za rokometni klub Slovenj Gradec 2011. V dresu tega kluba so vsi trije igrali zelo dobro in osvojili naslov prvaka prve B državne rokometne lige. Mladinska reprezentanca si je nastop na Evropskem prvenstvu izborila z uspešnimi nastopi v kvalifikacijah, ki so na začetku aprila potekale v Slovenj Gradcu. V skupini, v kateri so tekmovale še reprezentance Turčije, Finske in Estonije, so naši fantje dosegli 3 zmage in tako osvojili prvo mesto. Sicer pa so priprave začeli na Rogli, kjer so kot demonstratorji sodelovali na trenerskem seminarju. Sedaj pa jih v 2 delih čakajo priprave v Celju ter Slovenj Gradcu, kjer se bodo pripravljali od 7. do 23. julija. V tem času bodo igrali tudi nekaj pripravljenih tekem, tako da bodo ljubitelji rokometa tudi v teh poletnih mesecih prišli na svoj račun. Selektor Slavko Ivezič je zbral 23 igralcev, izmed katerih bo kasneje zbral tiste, ki se bodo v Avstriji borili za čim višjo uvrstitev. Slovenske reprezentance v rokometu so, še posebej v mlajših selekcijah, vedno med favoriti za medalje. V prvem delu tekmovanja jih čakajo tekme proti Švedski, Izraelu in Madžarski. 24. julija se bodo slovenski rokometaši pomerili z našimi vzhodnimi sosedi Madžari, dan kasneje z Izraelom, 27. julija pa jih čaka še zadnja tekma prvega dela proti Švedom. Na seznamu reprezentance so David Ban, Blaž Blagotinšek, Jure Blaževič, Adam Bratkovič, Rok Gašperič, Žan Gjerek, Luka Grof, Nik Henigman, Blaž Janc, Tim Jenko Bogdanič, Jan Jurečič, Urh Kastelic, Tilen Kodrin, Janko Rošec, Jan Krnc, Janoš Lapajne, Vid Levc, Jan Maruh, Tine Marušič, Roko Uniček, Matic Suholežnik, Domen Škorc in Žan Šol. O mladinski reprezentanci in o rokometnem klubu Slovenj Gradec 2011 sem se pogovarjal z Vidom Levcem in Žanom Šolom. Z nami so torej Vid Levc in Žan Šol, rokometaša rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 in pa člana mladinske državne rokometne reprezentance. Lepo pozdravljena oba dva in pa seveda čestitke za uspešne nastope v dresu rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 in pa tudi v dresu slovenske mladinske reprezentance. Z mladinsko reprezentanco sta letos uspešno stopila v kvalifikacijah za nastop na Evropskem prvenstvu, ki bo med 24. julijem in 3. avgustom v Linzu v Avstriji. Kvalifikacije so bile sicer odigrane že na začetku aprila v tej slovenjgraški športni dvorani, pa vendar so verjetno spomini še zelo živi. Žan, kakšni so tvoji spomini? Verjetno zelo lepi. Ja, spomini so zelo lepi. Ni ga lepšega kot igrati za slovensko reprezentanco doma, v domači dvorani, pred domačo publiko. In še kvalifikacije smo uspešno zaključili. Vid, kaj pa tvoji? Tako kot je rekel Žan, ni ga lepšega kot igrati za slovensko reprezentanco v Slovenj Gradcu. Z vajnimi igrami je bil zagotovo zadovoljen trener in selektor Slavko Ivezič, sicer vaj ne bi ponovno poklical v slovensko reprezentanco na te priprave za Evropsko prvenstvo. Igranje reprezentanci pa je gotovo posebna čast in pa tudi nagrada za vložen trud. Ja, vsak od nas je moral nekaj pokazati, da so nas poklicali reprezentanco. Zame je to velika čast in nagrada za moje trdo delo čez sezono. Ja, v reprezentanci z vama je tudi Roko Uniček, ki je tudi vajen klubski soigralec. Ogromno časa skupaj preživite na igrišču, tako na treningih, kot tudi na tekmah med celo sezono in ste odlično igrani. Ta odlična igranost vam verjetno zelo koristi tudi v reprezentanci. Ja, z Rokom smo oba zelo igrana. Za nekatere akcije se je treba z drugimi soigralci pogovoriti, medtem ko z Rokom je dovolj samo, da se pogledam. No, soigralci v mladinski reprezentanci ste že opravili nekaj treningov. Čemu posvečate največ pozornosti v tem delu priprav? Zdaj, v začetku največ pozornosti posvečamo fizični pripravi, pozneje smo začeli tudi pripravljati na ostale ekipe ter uigravati.
Ja, drugi del priprav boste opravili tudi tukaj v Slovenj Gradcu. Načrtujete tudi kakšne prijateljske tekme v tem obdobju? Ja, v planu imamo prijateljske tekme proti reprezentanci Avstrije in Kuvajta. Tako da bodo tudi gledalci v Slovenj Gradcu prišli na svoj račun in se bodo lahko te tekme tudi ogledali. Sicer pa ste bili v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo zelo suvereni. Kakšni pa so cilji te reprezentance na samem prvenstvu? V ciljih se s trenerjem konkretno še nismo pogovorili, želimo si postaviti realne cilje, toda mislim, da si vsi želimo osvojiti medaljo. To vam seveda želimo tudi mi. Drugače pa je trenutno na seznamu 23 igralcev. Koliko jih bo pa potovalo v Linz? V Linz potuje 18 igralcev, od tega jih bo 16 igralo, 2 pa bosta na tribuni. No, mi vama želimo, da boste med temi 16 izbranci, ki se bodo borili za medalje. Za konec pa se ozrimo še na letošnjo klubsko sezono. V dresu rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 sta oba osvojila naslov prvaka prve B državne rokometne lige in si na ta način se je ekipa izborila na nastope v prvi slovenski rokometni ligi med 12 najboljšimi. Vid z letošnjo sezono v dresu rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 ste verjetno zelo zadovoljni. Smo, bilo je super. Izpolnili smo zastavljen cilj, to je bila prva liga in to je vse. No, Žan, v 3 letih ste se iz najnižjega ranga tekmovanja uvrstili v prvo ligo. Verjetno se že zelo veselite nastopov oziroma bojev proti najboljšim ekipam v Sloveniji. Ja, 3 leta smo garali za ta uspeh in jaz in tudi vsi ostali soigralci komaj čakamo na težke tekme, saj le z težkimi tekmami se napreduje. Vid, kam pa po tvojem mnenju lahko seže Slovenj Gradec 2011 v prihodnji sezoni? Planiramo, da bi bili nekje na sredini prve lige, upam pa, da bomo posegli tudi po višjih mestih. No, Žan, glede na obisk, na zelo dober obisk tekme v prvi B ligi, si lahko močno podporo tribunu obetate tudi v tekmovanju v prvi ligi. Slovenj Gradčani so znova dokazali, da imajo zelo radi rokomet, pred polnimi tribunami pa je tudi poseben občutek igrati. Ja, našim navijačem in gledalcem se lahko samo zahvalimo, kajti spremljali so nas na vseh domačih in tudi nekaj tekmah v gosteh. Seveda je pa zelo lepo igrati pred polno dvorano. No, čaka nas torej zelo zanimiva rokometna sezona, ko se bo v Slovenj Gradcu zopet igral prvoligaški rokomet. Mi vama in vajnim soigralcem želimo, da bo ta sezona tudi uspešna, še prej pa uspešne priprave, brez poškodb na Evropsko prvenstvo in pa seveda odličen nastop na tem prvenstvu. Hvala. Hvala. Ostajamo pri rokometu. Iz rokometnega kluba Slovenj Gradec 2011 so nas obvestili, da so ob koncu uspešne sezone uspešno dokončali pogovore tudi s prvim trenerjem in enim ključnih akterjev zadnjih uspehov, Sebastianom Sovičem. Z njim so se dogovorili za nadaljevanje sodelovanja tudi v prihodnosti, kjer bo glavna nit delovanja kluba tako kot doslej, uspešno in kvalitetno delo z mladimi. Ekipa za naslednjo sezono še ni dokončno sestavljena, pričakujejo pa, da bo okostje ekipe ostalo nespremenjeno. Prav lahko pa se zgodi, da se jim pridružiš kakšen mlad in talentiran igralec. Prav tako se nekaj sprememb in okrepitev načrtuje pri trenerjih mlajših selekcij, ker želijo kvaliteto dela dvigniti še na višji nivo. Tudi naslednja novica je tesno povezana z rokometnim klubom Slovenj Gradec 2011. V prejšnji oddaji smo poročali, da bo v sistemu tekmovanja v prvi slovenski rokometni ligi, v kateri bo prihodnjo sezono nastopil ta koroški klub, prišlo do sprememb. 2 ali 3 slovenski klubi naj bi namreč tekmovali v regionalni ligi Seha. Potem, ko je bilo praktično že vse dogovorjeno glede nastopa 3 slovenskih klubov v tej ligi, pa je prišlo do preobrata. Finančne zahteve vodstva Seha lige za nastopanje v tej ligi so bile za vse 3 slovenske klube občutno previsoke, tako da ti v tem tekmovanju ne bodo nastopali. Tako je postalo jasno, da se bo predviden sistem tekmovanja v prvi slovenski ligi zopet spremenil. Pričakovati je, da bodo na izrednem zboru članov Rokometne zveze Slovenije, ki bo 2. julija, izglasovali, da se bo v prvi NLB Leasing ligi tekmovalo po takšnem sistemu, kot se je tekmovalo v zadnjih nekaj sezonah. To pomeni, da bo 12 ekip v prvem delu tekmovanja odigralo 22 krogov, po kateri bo jasno, katere ekipe se bodo vrstile na prvih 6 mest in s tem v ligo za prvaka. Ostale ekipe se bodo borile za obstanek. V drugem delu bo vsaka ekipa odigrala še po 10 tekem, po katerih bo znan končni vrstni red. To pa pomeni, da bodo v slovenjgraški dvorani že v prvem delu tekmovanja gostovale vse najboljše slovenske ekipe, med njimi tudi rokometni klub Gorenje Velenje,
in rokometni klub Celje Pivovarna Laško. Tega se bodo vsi koroški ljubitelji rokometa zagotovo zelo razveselili in do zadnjega kotička napolnili tribune Slovenjgraške športne dvorane. Pa poglejmo, katerih 12 ekip bo v sezoni 2014-2015 nastopalo v prvi slovenski rokometni ligi. Še naprej ostajamo v dvoranah. Mladinsko-članska ekipa košarkarskega kluba Dravograd Koroška je junij izkoristila za spoznavne treninge in v sklopu priprav na povratek članske košarke v Dravogradu odigrala tudi 3 pripravljalne tekme. Zadnji torek, 17. junija popoldne v Mariboru proti mladinski ekipi NKBM. Ekipa Koroške je nastopila v postavi Tomažič, Večko, Lesnik, Navodnik, Račel, Lužnic, Jernec, Špaler, Lampret in Skledar. Ekipi sta dobili vsaka po 2/4, na koncu pa so bili za 3 točke boljši Mariborčani. Sedaj čaka košarkarje poletni premor. Potem pa nova sezona, v kateri bodo igralci košarkarskega kluba Koroška Dravograd po dolgem času zopet nastopali v članski konkurenci. Po besedah trenerja Mitje Čopa bodo njihovi cilji tako v mladinskem kot tudi članskem tekmovanju zelo visoki. Poglejmo še na atletske stadione. V Novi Gorici je 14. in 15. junija potekal atletski pokal Slovenije za člane in članice. Atletski klub Slovenjgradec sta zastopala 2 atleta. Tine Glavič je na 1500 metrov s časom 4 minute 9 sekund in 72 stotink dosegel 11. mesto. Jaka Pogorevc pa je bil v teku na 800 metrov 17. Še bolj uspešno pa so nastopali mladi koroški atleti. Na prvenstvu Slovenije v atletiki za starostni kategoriji U12 in U14, ki je potekalo v Mariboru 21. in 22. junija, so osvojili 6 medalj. Natančneje, osvojila sta jih Mitja Kordež in Laura Konc. Mitja je postal državni prvak v teku na 200 metrov ter teku na 200 metrov z overami. Osvojil tudi 2 bronasti medalji v teku na 60 metrov ter teku na 60 metrov z overami. Državna prvakinja je postala tudi Laura v teku na 200 metrov z overami. V teku na 60 metrov z overami pa je tudi ona osvojila bronasto medaljo. Zelo aktivni so tudi plavalci. V soboto 21. junija je bilo v Ljubljani plavalno tekmovanje za Mišov memorial. Tekmovanja se je udeležilo 250 plavalcev in plavalk iz 13 klubov iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine. Fužinarjev ekipo je zastopalo 28 plavalcev. Osvojili so kar 33 medalj, od tega 17 zlatih, 11 srebrnih in 5 bronastih. Najbolje vrednote rezultat tekmovanja je dosegla pri deklicah Mojca Hansman, pri dečkih pa Matija Može, ki je postavil tudi rekorda mitinga za letnik 2000, na 100 metrov prstno in 200 metrov mešano. Lovro Knez je postavil rekord mitinga za letnik 2002 na 50 metrov prosto. Ekipno pa so plavalci Fužinarja osvojili prvo mesto. Tudi vikend, ki prihaja, prinaša veliko zanimivega športnega dogajanja. Zelo pestro bo na Ravnah na Koroškem. Mladinski svet Ravne na Koroškem namreč vabi na prireditev za promocijo atraktivnih športnih panog za Športajmo v poletje. Potekala bo v soboto 28. in v nedeljo 29. junija v športnem parku na Ravnah na Koroškem. V soboto 28. junija bodo na različnih lokacijah potekale promocijske predstavitve. V Grajskem parku bodo lahko športni navdušenci spoznavali naslednje športne discipline. Rugby, šlo bo za predstavitev igre s simulacijskimi napravami. Ameriški nogomet, tudi tu bo šlo za predstavitev igre s simulacijskimi napravami. Go-kart, udeleženci se bodo lahko preizkusili tudi v vožnji. Golf, predstavitev in simulacija udarca na zastavico. Brezplačno fit camp vadbo, na stojnici bo potekali brezplačno merjenje maščob, kasneje pa se bo pričela brezplačna vadba. Na športnih igriščih pri Spin baru bodo predstavili rokomet, predstavitev in simulacija igre, beach tenis, tudi tu bo šlo za predstavitev in simulacijo igre, softball, igra trojk, tenis, predstavitev in igra s tenis avtomatom. Pestro pa bo tudi na mestnem kopališču, kjer bodo udeležencem predstavili hokej na asfaltu, streljali bodo proti tarčam in premagovali vratarje, vaterpolo, predstavitev pravil in organizirana igra, potapljanje, predstavitev te zelo zanimive športne panoge, jadralno padalstvo, predstavitev skoka iz smučišča Poseka. Na svoj račun pa bodo prišli tudi najmlajši športni navdušenci, za katere bodo pripravili kotalkarski poligon in merilec hitrosti udarca žog. Vstop na vse prireditve je brezplačen.
V nedeljo 29. junija začetkom ob 14. uri pa bo prvič na Koroškem potekalo tekmovanje v triatlonu, prvi koroški triatlon. Informacije o tekmovanju in načinu prijave najdete na spletni strani www.msr.si. Poleg te se vam ponuja še veliko zanimivih možnosti za obisk športnih prireditev. Med njimi velja izpostaviti že omenjeno tekmo kvalifikacij za uvrstitev v 3. slovensko nogometno ligo, ki bo v soboto ob 18. uri na Prevaljah. Nikar se ne obotavljajte in obiščete katero izmed njih. Športniki bodo zelo veseli vaše podpore. Tako, naša oddaja gre počasi k koncu. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, tako v današnji, kot tudi v vseh prejšnjih oddajah. Upam, da ste bili z njimi zadovoljni, saj je vaše zadovoljstvo edino merilo uspešnosti našega dela. Zato bomo zelo veseli vaših odzivov, pripomb ali pohval. Sporočite nam jih na naš elektronski naslov sportnitednik@tvsg.si, kamor nam posredujte tudi informacije o športnem dogajanju na Koroškem. Današnja oddaja pa je tudi zadnja v tej sezoni. V našo družbo vas zopet vabimo na začetku meseca septembra, ko začenjamo z novo sezono, v kateri se bomo zopet trudili, da boste dobili vse pomembne informacije o koroškem športu. Preden pa se čisto zares poslovim, bi vas povabil še k ogledu Športne nedelje, ki bo na sporedu televizije Slovenj Gradec v nedeljo ob 15. uri. Tudi danes pa smo za vas pripravili kratek športni film, ki si ga boste lahko ogledali takoj po naši oddaji. Posnel ga je Tine Lenart, v njem pa je svoje gorsko-kolesarske sposobnosti pokazal Florian Cehner. Prišli smo do konca. Hvala za vašo pozornost, upam, da ste v naši družbi uživali. Želim vam prijetne poletne praznike, polne športnih užitkov. V našo družbo pa vas zopet vabi meseca septembra, ko bomo z vami ob petkih ob 18. uri. Pa nasvidenje.